Tokrat v občinskem informatorju Malo mesto, največje kresovanje. Kresovanje v Vuzenici, prvomajska budnica godbe Ruše, pohod na kočo Planinc. Lepo pozdravljeni v tokratnem občinskem informatorju. Minuli torek na predvečer praznika dela so po vsej Sloveniji zagoreli kresovi. V Rušah pa je že od popoldneva do zgodnjih jutranjih ur potekala prireditev Malo mesto, največje kresovanje. Tudi letos je bila zelo dobro obiskana. Malo mesto, največje kresovanje se je začelo že ob 17. s postavitvijo majskega drevesa. Postavljali so ga gasilci 3 prostovoljnih gasilskih društev Ruše, Smolnik in Bistrica ob Dravi. Kot samo drevo nam da občina Ruše, potem pa ostalo kresovanje pa naredi prostovoljno gasilsko društvo Ruše. Seveda to je dosti dela, truda, gasilci pač radi to upravljamo. Zato smo tudi vsa 3 društva homogano in delamo kot eno društvo. Sledile so vaške igre, kjer so se tako moške kot ženske ekipe merile v domačih oziroma ročnih spretnostih. Sodelovale so ekipa Tica, 2 ekipi gasilcev Selnice, ženska ekipa gasilcev Smolnika, gasilci Ruše in športno društvo Glažuta. Najprej so se pomerili v žaganju debla z ročno žago, kjer so vendarle presenetila dekleta. Dajmo še malo spodbuditi Nevenko in Patricijo. Sledile so še 4 discipline, holcanje, poskok s krogca na krogec, met, bata in sestavljanka. Prvo mesto si je priborila ekipa športnega društva Glažuta. Če so se odrasli preizkušali v spretnostih, pa so se najmlajši zabavali ob otroškem programu z Damjano Golavšek. Ko je padel mrak, so se prižgale bakle, s katerimi so si na tako imenovani bakladi svetili pohodniki po ruških ulicah. V sprevodu pa je zaigrala tudi ruška godba. Smo kar zadovoljni z nocojšnjim odzivom, tudi godbeniki se mi zdi, da vsako leto raje pridejo igrati na to baklado. Ta tradicija je vmes malo že skoraj se pozabila, zdaj pa se to na novo postavlja in mislim, da je vsako leto boljše. Kakšno je bilo vzdušje na sami bakladi, takole po mestu? Mislim, da je vzdušje dobro, tudi ta pohod ima neko smisel, Mislim, da vsako leto nekako boljše nam uspe. Tudi sama hitrost, malo nismo prehitri, počasni, nekako smo bolj usklajeni vsako leto, se mi zdi. Okoli 21:30 je napočil slavnostni trenutek, gasilci in člani Tica Ruše so namreč prižgali kres. Da je organizacija kresovanja vsako leto boljša in bolj utečena, pa so se strinjali tudi predstavniki Cezama. Največji rezultat oziroma kazalec tega, da je pa vse skupaj uspelo, je pa verjetno množica ljudi, ki so tukaj, ki so zadovoljni, ki se zabavajo, ki rajajo in se imajo fajn in res praznujejo 1. maj. Krasno je, ljudje so se zelo živeli, jaz sem vesela, da so tako sproščeni, dobre volje, da vse za trenutek pozabijo, vse kar je ostalega pa se imajo fajn. Pri organizaciji so pomagali tudi člani društva Sena. Mi sodelujemo že od vsega začetka, pa vidimo, da se zadeva kar razvija. Tudi s to našo bajko, ki smo jo prinesli gor, smo opazili, da smo imeli letos neprimerno manj dela, zaradi tega, ker so ljudje že od prejšnjih let nekateri vedeli in so se tudi med sabo pogovorili, tako da letos je bilo prav lepo izpadlo, zato da so že vsi nas pričakovali, da smo jim prenesli iglice iz Pohorja, pa smo imeli letos tudi žajbe zraven, da smo jih očistili in jih posvetili, lahko vas tudi, tako malo diši, je fino. Člani Tica Ruše, ki so organizirali prireditev, so pripravili tudi srečelov. Na sosednji stojnici je zadišalo po dobrotah žara, spet pri sosedih so skrbeli za odganjanje žeje. Za plesne ritme pa so poskrbeli člani skupin Kingston in New Band, za pravo vzdušje obiskovalci kar sami. S poslušanjem glasbe, z malo dobre volje, z dobrimi prijatelji. V redu. Kaj pa delaš? Plešeš, poješ, kaj delaš? Sem prej jedla čevapčiče. Ja, vse je ambient, okolica, to, kaj bo še, kresovanje, oziroma kaj je že bilo. Tako da, sicer smo iz Hoč pri Mariboru, nismo tukaj, ampak smo prvič, pa je lepo. Kako to, da ste se odločili priti v Ruše, če niste tukaj? Ja,
Pač je treba, ker je bilo pač naznanjeno, da to največje kresovanje tu na Štajerskem oziroma Podravju in smo pač rekli, da gremo vsem, da vidimo, koliko je v tem res lepega. Ne? In je. Se boste še vrnili, ste zadovoljni? Vsekakor, ja. Ja, super, ja, tako je bilo lansko leto isto, tako veliko pa predlani, tako da mi smo skozi tu, tako da je super. Podžupan, ki se je tokrat pokazal v malo drugačni vlogi, pa pravi, da je lepo videti zbranih toliko veseljakov. Ja, venomer je lepo, ko vidimo, da se na takšnem prostoru zbere toliko ljudi, toliko Rošanov, toliko vseh okoličanov. Veseli smo, da ne prirejamo tega dogodka za nas, ampak prirejamo za vse ljudi, ki se še spominjajo, kaj delavski praznik sploh pomeni. Ne? Delavski praznik danes pomeni bistveno manj, kot je pomenil pred leti. Sam sem iz delavske družine in vem, kaj je to pomenilo takrat in pričakujem, da bomo to enkrat v prihodnosti še tudi doživeli. Vsekakor je pa fin občutek tudi kot gasilec, da sodelujem enkrat na obratni strani, vedno gasimo, tokrat pa prižigam. Glavni organizator si je po prižigu kresa zaželel, da bi Rošani in okoličani Malo mesto največje kresovanje vzeli za svojega. Moram reči, da ob tem trenutku vedno pade kar velika skala od mene. Moram reči, da pač te priprave, ki jih v Ptico Ruše vršimo, dejansko trajajo 3-4 mesece in bom rekel, danes je bilo cel čas še napeto, kakšne stvari za popraviti, ampak zdaj, ko se je kres prižgal, smo dejansko skoraj da pred koncem in res prav vesel sem. Kakšne pa ste občutki glede na obisk? Videli smo, da je veliko ljudi dejansko prišlo. Ja, ponovno tudi letos je veliko obiskovalcev, bom rekel, na nek način smo pričakovali, lepo vreme je bilo, dobre glasbene skupine, tudi na splošno cel program, mislimo, da je zelo dober in zato bi res rekel, da drugo leto pričakujemo enako število ljudi. Po prvih grobih ocenah je bilo letos na kresovanju v Rušah okoli 7 ali 8 tisoč ljudi. Da v tej gneči ni prišlo do prerivanja, pa gre zahvala tudi Združenju šoferjev in avtomehanikov, ki so na prizorišču usmerjali promet. Ker je bilo Malo mesto največje kresovanje letos že 3. leto zapored, pa lahko rečemo, da postaja tradicija. Tradicionalno so kresovali tudi na Svetem vidu v Vuzenici, tudi tokrat pa so kresovanje organizirali člani športno-turističnega društva Sveti vid. Kresovanje na Svetem vidu v Vuzenici ima že dolgoletno tradicijo. S pripravami na letošnjo zabavo so organizatorji začeli že kar hitro po novem letu. To naše kresovanje traja tam nekje do jutranjih ur in potem še stisnemo zadnje kaplje moči, pospravimo. No, potem je pa en mali počitek in 2. maja si pa res privoščimo za dušo en pohod po naši vidovi poti. Zaigrala je godba, v večernih urah pa so obiskovalce na odru zabavali člani ansambla Škorpion iz Šentjanža pri Dravogradu. Pričakujem eno super zabavo, ki jo bodo naredili ansambl Škorpioni. Prav zaradi tega sem tudi tukaj, ker so vedno super in naredijo fajn gaudo. Ja, verjetno bo kot prejšnja leta tudi danes en lep večer in pa dogodek ob praznovanju 1. maja. 1. maj je pač tu na Svetem vidu že tradicionalno se obeležuje s kresom in pa z praznovanjem, tako da če je le čas se tudi tega udeležimo. Kresovanja se je udeležil tudi vuzeniški župan, ki je na predvečer praznika dela opozoril, da je delavcev vse manj. Vsako leto je delavcev manj, prav posebej to krizo brezposelnih občutimo prav na Koroškem. Kaj pričakovati od takšnega praznika? Predvsem to, da se ljudje pridejo, se podružijo, se malo sprostijo, koliko se v teh časih pravzaprav sploh sprostiti da. Kresovanje na Svetem vidu je bilo tudi letos dobro obiskano. Dan po kresovanju pa je najprej Rušane prebudila godba z mažoretno skupino. S tradicionalno budnico so začeli že ob 34 minut pred ruško glasbeno šolo. Tradicionalna prvomajska budnica godbe Ruše z mažoretno skupino je najprej prebujala Rušane. Sprevod se je začel pred glasbeno šolo, na kar so se sprehodili po številnih ulicah mesta. Pot so nadaljevali do Selnice ob Dravi, kjer jih je med drugim pričakal župan. Kako zgodna je bila današnja jutranja ura, ko vas je prebudila godba Ruše?
Ni bilo tako zgodaj, včasih smo že hodili prej v 5, ampak ob 7 je res pravi čas za to. Kot vidite, lansko leto smo bili v Selnici, so prišli malo kasneje, da smo rekli, da se zdaj stvar obrne, da bomo 7 v Selnici. Zgodba pa je takšna, da prva majska budnica je že kar v Selnici dolgo časa znana, priljubljena. Včasih smo bili zbori, hodili okoli po Selnici, zdaj hodijo pač godba. In vsekakor smo zadovoljni za to, da pridejo in to obujamo še naprej. Tradicije se veselijo predvsem starejši. V Kraljevini, da je bilo enkratno, neko smo še iz Fale je šla godba do Selnice pa nazaj, pa pevski zbori, pa tako naprej, pa kresovanje prejšnjo noč. Mislim, da je to bilo en taki res prelep praznik. Ja, in delavci se bi morali za to absolutno postaviti, a ne? Zato, ker to je res njihovo, ne? Sončen 1. maj so tudi letos nekateri izkoristili za pohod na kočo Planinc. Letošnji je bil že 12. zapored. Pohod na kočo Planinc je še ena izmed prvomajskih tradicij. Letos so ga organizirali za 3 skupine glede na želje in kondicijo. Ja, tole imamo že 12. zapovrstjo, bom rekla tako tradicionalni prvomajski pohod in tole prireditev z tem kratkim kulturnim programom na naše koče. Ob sončnem dnevu se je na kočo Planinc odpravil tudi vuzeniški župan. Tukaj se vsako leto znova družimo in ostajamo pozitivni, da bojo prišli boljši časi in praznik dela naj ostane vedno praznik dela. Sam sem sicer zelo delen tudi na ta dan, zelo rad se udeležujem takšnih prireditev, to so prijetna druženja in zato s pozitivizmom gledam na ta praznik, praznik dela 1. in pa 2. maja, ki ga imamo še vedno kot državni praznik. Pohoda se je udeležilo okoli 200 ljudi. Jaz sem bil včasih muzikant, pa smo to tako delali. Zdaj sem pa v penziji, zdaj pa hodim na te prireditve in vsako leto sem na te prireditve 1. maja pri Planincu, ker imam tu vikend na Pohorju. Organizatorji so poskrbeli tudi za to, da so se pohodniki lahko okrepčali z domačimi dobrotami. Kakšne jedi ste danes pripravili obiskovalcem? Pasol, golaš, palačinke, rutničke pa gibanica. Kot naročeno za dobro počutje pa je bilo tudi vreme. V prvih dneh meseca maja se lahko že to soboto, 4. udeležite menjalnega sejma rastlin in semen. Sejem na parkirišču pred gasilskim domom na Smolniku bo potekal od 9. naprej. Prav tako v soboto, 4. maja, se lahko udeležite tudi nogometne tekme na Ruškem stadionu. Ob 16. bodo nogometaši NK Pohorja igrali proti ekipi NK Marles Hiš. Tako, toliko za danes. Če želite biti dobro obveščeni, pobrskajte tudi po spletnem portalu lokalec.si. Sicer pa vam želim lepe praznike in nasvidenje do naslednjič.